Gospe in gospodje, spoštovani gostitelj, predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovani državni svetniki in poslanci, vsi prisotni, lepo pozdravljeni v imenu Društva Skulpte in Zavoda Novo mesto na odprtju razstave v Državnem svetu Republike Slovenije. Razstava je posvečena 170. obletnici smrti Franceta Prešerna, a ima prav poseben podton. Zareza v kamen je tokrat posvečena tudi Prešernovi muzi, Novomeščanki, Primicovi Juliji in veliki v mnogih Prešernovih poezijah izpovedani ljubezni, ki je navdihnila pričujoči razstavi tudi naslov Ljubezen večna kot kamen. Pravkar smo prisluhnili odlomkom iz nastajajoče opere Julija, ki je te dni v zadnjem, a zato toliko bolj intenzivnem in ustvarjalnem pripravljalnem obdobju, saj je premiera tik pred vrati. Z nami je bil dirigent Iztok Kocen, na violinah sta nam zaigrala Peter Jud in Sandi Bajtokova, na violončelih Tamara Gombač in Lara Bešič, na klavirju Teja Štremfelj, zapeli pa sta Kristina Kastelic in Irena Jeboah-Tiran v nosilni vlogi. Še preden pa dobro začnemo, vas vabim, da skupaj prisluhnemo donečemu glasu Pavleta Ravnohriba, člana umetniškega kolektiva Novomeškega profesionalnega gledališča Anton Podbevšek teater, na kar smo Novomeščani nadvse ponosni. Za nas je že kar Novomeščan. Poslušali bomo recitacijo Prešernovega najbolj proslavljenega soneta Zdravljice. Gospod Ravnohrib, lepo prosim. Prijatelji, odredile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih ubudi. Komu narpred veselo Zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. V sovražnike z oblakov rodu naj naš ga treši grom. Prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobenih roke si spolne, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, ko pred, spet naša bosta last. Bog živiva Slovenke, prelepe, žlahtne rožice. Ni take mladenke, ko naše krvi dekle. Naj sinov, zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije Zdravljica vaša, vi naš up. Ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker po nas bude vas, jo srčno branit klical čas. Živi naj vsi narodi, ki hrepenedo čakat dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker v srcu dobro mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi. Gospod Pavle, najlepša hvala. Zdaj, ko smo že dodobra vstopili v Prešernov univerzum, se bomo posvetili umetniškim skulptam iz kamna, ki so prvi razlog, da smo se tukaj zbrali. Vljudno vabim k mikrofonu našega cenjenega gostitelja, gospoda Alojza Kovšco, predsednika Državnega sveta.
Spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjeni župan mestne občine Novo mesto, magister Gregor Macedoni, cenjeni visoki gostje in nastopajoči, dragi kolegi, državne svetnice in svetniki, poslanke in poslanci. Najprej seveda v svojem osebnem imenu in imenu Državnega sveta ter drugega doma slovenskega parlamenta en preširen pozdrav vsem, ki ste nas obiskali na tej svečani prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. V znamenju praznovanja Prešernovega dneva, slovenskega kulturnega praznika, smo vam v sodelovanju z Društvom likovnih ustvarjalcev Skulpte iz Novega mesta na ogled postavili kiparsko razstavo, pravzaprav zgodbo o ljubezni večni kot kamen. V stiku s temi čudovitimi kamnitimi umetninami, ki nas ljubeče nagovarjajo, imamo tako enkratno priložnost, da se prelevimo v pesniški svet našega največjega poeta Franceta Prešerna. In to spet in znova, a spet malo drugače. Svet ne bi bil nikoli tak, kot je, če ne bi opeval pesmi o življenju, o iskanju smisla, o sreči, o hrepenenju in o ljubezni, o tej večni, neizčrpni temi. Danes sem se namenoma naslonil na pozitivne vrednote, ki nas delajo srečne, zadovoljne, samozavestne. Kot posameznike, a tudi kot družbo in narod. Narod brez kulture in svojega jezika ne bi mogel nastati niti obstati. Prav zato si želim, da sta kultura in njen praznik nekaj veselega, radostnega, židanega, prešernega. Ni naključje, da ponuja tako čudovite sopomenke za veselje naš slovenski jezik. Želim si, da bi ta pogled delili tudi tisti, ki slavijo kulturo kot njeni patroni in nosilci. Žal pa na številnih državnih proslavah namesto veselja slavimo celo resnost, dolgčas in zamorjenost. Mogoče se skriva najboljši recept v resničnih zgodbah naših literarnih velikanov, ki so živeli na dnu, v uboštvu, preganjani in bolni, pa vendar so videli lepoto sveta in svetlost prihodnosti bolje in prej, kakor drugi. Dragi gostje, kaj pa je kultura drugega, če ne pristno veselje ob lepi besedi, glasbi, umetnini, filmu in še bi lahko naštevali. Sproščeno se ozrite okrog sebe, pa boste videli, da imam res prav. Spoštovani, slovenski kulturni praznik slavimo na dan, ko je svet zapustil naš pesniški velikan, davnega leta 1849 v Kranju, torej pred 171 leti. Kot vsak prerok in mislec jutrišnjega dne, je tudi naš pesnik doživel grenko usodo družbenega nerazumevanja. Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kranjec mojmu osle kaže. Pevcu vedno sreča laže. On živi, umr je brez denarja. In kako mu danes vračamo, kar nam je neprecenljivega poudaril? Spreminjamo svoj odnos do kulture, države, domovine, drug do drugega? Znamo z distanco in odgovornostjo gledati v preteklost, da bi razumeli prihodnost? Samobitnost, narodni ponos in samozavest so brez dvoma njegova vztrajna dediščina, ki jo bomo zapravili iz dneva v dan, potrošili v nič, če ne bomo sami pri sebi spremenili odnosa do lastne kulture in jezika. Zato bodimo kulturni. Spoštujmo in slavimo naše izjemne kulturne ustvarjalce, udeležujmo se in uživajmo na kulturnih dogodkih in srečanjih, govorimo, vozimo, pijmo in jejmo, razpravljajmo kulturno, ker nam to pritiče in ker smo v prvi vrsti kulturen narod. Vse najlepše in najboljše vam voščim, bilo kulturnih užitkov v nadaljevanju. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala tudi vam, gospod Kovšca.
Razstava Ljubezen večna kot kamen se je ujela v skupno spiralo energij, ki se sproščajo ob nastajanju prve lastne avtorske produkcije Zavoda Novo mesto, to je opere z naslovom Julija. Avtor glasbe je danes z nami. Aleš Makovac, akademik, skladatelj, dobitnik Prešernove in Trdinove nagrade, ki ga že dolgo lahko občudujemo v vlogah dirigenta, zborovodje, orglavca in odličnega glasbenega pedagoga. V preteklih sezonah je kot producent in dirigent uspešno izvedel 2 operni noviteti, Krst pri Savici in Pod svobodnim soncem, in s tem utrl pot novi iniciativi za nastanek glasbenega gledališča v Novem mestu. To pobudo je v sezoni 2017-18 okronal z izvedbo lastne velike romantične opere Deseti brat. Aleš, prosim te za nekaj več besed o operi Julija. Spoštovani, pozdravljeni iz moje strani tudi. Z največjim veseljem lahko naznanim veliko premiero mesta, torej opera Julija. Dodam pa takoj to, da to idejo sem dobil ravno od društva Skulpte, da bi postavili v Novem mestu na oder neko veliko zgodbo naše Primicove Julije. In ta zgodba sedaj doživlja realizacijo. Dr. Igor Grdina mi je napisal čudovito besedilo, ki ima izjemen napet lok skozi celo zgodbo in nastala je nekakšna slovenska La Bohème, velika romantična opera, katere premiera bo 18. februarja v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu in temu datumu sledijo potem še ponovitve, že z tega mesta lepo vabljeni. To sodelovanje, ki sem ga na začetku omenil, torej pobuda strani društva Skulpte, realizacija nekako skozi moje ustvarjanje in sedaj v Zavodu Novo mesto, ko to premiero postavljamo na oder, naj bo nekakšen znak sodelovanja v Novem mestu in naj bo en živ duh obujanja novomeške pomladi. To si želimo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mestna občina Novo mesto igra zelo pomembno vlogo v novomeški umetniški produkciji, saj je pomemben finančni, pa tudi moralni podpornik različnih ustanov, društev in posameznikov. Danes je z nami tukaj tudi župan Novega mesta, magister Gregor Macedoni, pod čigar modrim vodstvom naše mesto doživlja poseben preporod, saj postaja urejeno, lepo, trajnostno mesto, ki je iz dneva v dan bolj prijetno za bivanje vseh nas, Novomeščanov. Dragi župan, vljudno prosim, da se mi pridružite in spregovorite nekaj besed v popotnico današnji razstavi. Tako sem bil najavljen, da po mojem bo kdo razmišljal, da bi parlament kar v Novo mesto preselili. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani državni svetniki, dragi ustvarjalke in ustvarjalci, spoštovani gostje. Lepo je, da Novo mesto v Ljubljano ne plačuje samo davko, ampak včasih tudi izvaža kulturo. Jaz sem vesel, da je društvo Skulpte danes nas povabilo res na ta izjemen dogodek tukaj v hram slovenske demokracije. In čeprav samo društvo ne deluje še veliko let, pa seveda združuje ustvarjalce, ki so aktivni, ki so ustvarjalni že kar daljše obdobje. Vesel sem, da smo nekako našli to skupno energijo, povezovanje med tematskimi leti v Novem mestu v zadnjem času Jantrnega in Štuklovega in da seveda nastajajo izjemne stvaritve, ki bogatijo tako naš lokalni kot seveda tudi nacionalni kulturni prostor. Društvo Skulpte ima pa še eno posebno poslanstvo oziroma zaslugo. So glavni pobudniki ohranjanja spomina na Primicovo Julijo, ki, kot vemo, je kar precejšen del svojega življenja preživela v Novem mestu. In vesel sem, da se v tem letu ta njihova prizadevanja nadgrajujejo ne samo
s temi kiparskimi izdelki, ampak tudi seveda z novo slovensko opero, ki je bila že predstavljena, katere del smo že tudi slišali. Verjamem, da lahko tudi jaz vse zbrane tukaj na čelu s predsednikom Državnega sveta res povabim na premiero ali kakšno od ponovitev, torej 18. februarja in kakšen dan kasneje. Se pa v tem letu spominjamo tudi, da ne izvažamo kulture izven Novega mesta samo dan danes, ampak smo to počeli že tudi v preteklosti. Pred 100 leti je avantgarda, ki je vzniknila v našem mestu, pošteno zatresla slovenski kulturni prostor, pustila odmeve do današnjih dni in seveda ta zgodba se prepleta v številnih nadaljevanjih, od tega, da imamo danes vse novomeške kulturne inštitucije poimenovane po teh glavnih akterjih, do tega seveda, da tudi ta ustvarjalnost potem črpa iz teh zgodb. Hvala vsem, ki ste zaslužni za današnji dogodek in seveda tudi jaz želim vsem prijetno praznovanje slovenskega kulturnega praznika v teh prihodnjih dneh. Hvala. Najlepša hvala, Gregor. Novomeški pesnik in književnik Smiljan Trobiš, ki ga v novomeškem umetniškem prostoru vsi dobro poznamo, je izjemno ploden novomeški literat in knjižni avtor. Kot vsako leto je tudi letos razstavil Sopotje napisal pesem. Ponovno vabim gospoda Pavleta Ravnohriba, da z nami podeli svojo interpretacijo Smiljanove poezije. Ljubezen večna kot kamen. Ljubezen prežema rojevanja, ustvarjanja in trpljenja, da bi se pokazala svetu, da bi svet prepričala, naj živi zanjo in manj zaminljivo. Kiparji so jo našli, njene strune so brnele, ko so se sklanjali nad kamnitimi gmotami, jih rezali, jim z ostrim očesom dajali oblike, kakor jim je pel njihov duh. Vedeli so, da je umetnina le krik, le met v smeri k popolnosti. Začutili so, kako so veliki v svoji človeški presežnosti. Kot bi kamni padli z njihovih src, so se zavedli, da so drugim mnogo darovali, jim povedali o Prešernovem ognju in trpljenju in še več o ljubezni, vseh ljubezni, ki je lepota sama. Velika in nežna ljubezen, lepota, ki vodi vse, ni dopustila, da bi ljubezen Prešerna do Julije prekrila svetlobo njunih duš. Opazovalec kipov sede k sebi, misli na konture umetnin, ob sebi začuti toplo prisotnost, dobroto vseh dobrot, lepoto vseh lepot, ljubezni vseh ljubezni. Hvala, Pavle. Hvala tudi vsem umetnikom za dragocene trenutke, ko lahko v življenju čutimo umetnost. Da pa ne ostane le pri občutkih in občutenjih, prosim gospoda Jožefa Matijeviča, umetnostnega zgodovinarja, da nam poda likovno oceno o razstavljenih skulpturah. Gospod Jožef Matijevič. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, prisrčno pozdravljeni na otvoritveni svečanosti razstave likovnih del članov društva Skulpte, ki vam na svojevrsten in izviren način posredujejo pesnikovo ljubezensko hrepenenje po nikoli uslišani ljubezni. Svoje kiparske interpretacije tokrat obsežno predstavljajo likovni javnosti, pa so nadgradili danes z dosedanja ustvarjalna prizadevanja in tako na svoj najboljši način usmerili svoje ustvarjalne zamisli v pripravo pregledne skupinske razstave z namenom,
da na kulturno-umetniški način poklonijo pesniškemu geniju, ki nam ga lahko brez dvoma zavidajo tudi veliki evropski narodi. Pri svojem delu so bili avtori tudi tokrat dosledni in zvesti kamnu, temu plemenitemu materialu, ki zahteva skrbno in dolgotrajno obdelavo. Najpogosteje pri svojem delu uporabljajo dolenjski apnenec z vmesno stopnjo trdote, ko izbirajo med magmatskim granitom, tonalitom, porfirjem in mehkejšim alabastrom in peščencem, in tu in tam pa je kakšno njihovo delo izklesano tudi iz kristaliziranega apnenca, ki ga bolj poznamo pod imenom marmor. Člani društva Skulpte so se pri uresničevanju svojih ustvarjalnih zamisli opredelili za klesanje, čeprav je tehnični postopek kiparskega oblikovanja dvojen. Pri prvem sloni na klesanju, torej oduzemanju snovi in po takšnem postopku narejeno ustvarjalno delo, je skulptura. Ko pa z gnetenjem gline oblikujemo in formalno uresničimo izbrani motiv in po njem naredimo kalup, model, ter vanj odlijemo ponavadi v bronu tridimenzionalno likovno delo, smo dobili plastiko. Po razsežnosti razlikujemo dve temeljni osnovni kiparski obliki. Prosto stoječo oblo skulpturo ali plastiko in globok ali plitek relief, ki je vezan na ploskev. Kip gledalcu nudi ogled vseh strani. Relief nam omogoča le čelni frontalni pogled. Poseben čar kiparstva kot specifičnega načina likovnega izražanja je predvsem v tem, da prostornino in obliko čutimo in doživljamo ne le s pogledom, temveč tudi z dotikom, za razliko od risbe, grafike in slikarstva, ki nam ponujajo tretjo razsežnost le kot navidezen iluzionistični učinek. Dejstvo, da med člani društva Skulpte nihče nima ustreznega delovnega prostora, jih je pripeljalo v kamnoseško delavnico mojstra Francija Kocjana in tu so se med spoznavanjem klesarskih tehnik in različnih vrst kamna spletle pristne prijateljske vezi. Pod skrbnim vodstvom kamnoseškega mojstra so spoznali zgradbo kamna in njegove lastnosti, njegovo žilavost in trdnost, pa tudi krhkost in lomljivost. Naučili so se različnih tehnik klesanja in pravilno uporabo ustreznega orodja, narejenega iz kaljenega jekla ali trših kovin, različnih oblik za različne faze obdelave kamna. Tako lahko ustvarjalci pri kreaciji svojih skulptur gladko obdelajo kamnite površine do najmanjših podrobnosti ali na njej namenoma pustijo rustikalne, grobe sledi orodja kot svojevrsten način kiparskega izražanja. Tako kot to počno že od samega začetka, se spopada s kamnom lotijo skrbno in pretehtano. Pri tem pa dosledno upoštevajo oblikovno in sporočilno plat kiparsko likovne govorice, o čemer nas brez dvoma prepriča smiseln izbor razstavljenih skulptur. Biti ustvarjalec in biti umetnik je resnično božji blagoslov. Vse premalo se zavedamo, kako neizmerno pomembni so ljudje, ki so za to poklicani in izbrani, ne glede na to, s kakšno zvrstjo umetnosti se ukvarjajo. Njihovo poslanstvo je nenehna hoja po robu, saj se gibljajo po tanki črti dvoma in upravičenosti lastnega početja. Slep je, kdor se s petjem ukvarja, je naš največji pesnik France Prešern zapisal v svoji znameniti glosi. Umetnik je zmeraj berač tega sveta, ki v sebi ponižno nosi ustvarjalni gen kot največjo pokoro v svojem življenju. Visoko ceno poznajo le ustvarjalci sami in so jo kljub temu pripravljeni sprejeti in plačati v upanju, da bodo njihova prizadevanja odtehtana z radostjo, ki jo ponuja iskrena in pristna svoboda umetniškega izražanja. Naše spremljanje in razumevanje takega početja osmisli in upraviči vse njihove ustvarjalne napore in prizadevanja. To je brez dvoma največje priznanje, ki ga lahko slehernik izkaže umetnikovemu ustvarjalnemu delu.
Če smo v lastni zavesti dobili izkušnjo in občutek, da nas je ustvarjalno delo društva Skulpte pripeljalo v svet, ki ga do sedaj nismo poznali in občutili, potem je njihovo poslanstvo doseglo svoj namen. Hvala lepa. Čas je, da skulpturam vdihnemo življenje ali, če se izrazim priložnosti primerno, vdihnimo jim ljubezen. Gospod Alojz Kovšca, najlepša hvala za vaše gostoljubje. Prosim pa vas, da se mi pridružite in odprete razstavo društva Skulpte Ljubezen večna kot kamen. Spoštovane dame in gospodje, razstava je odprta. Uživajte v pogledu in vseh tistih misli, ki jih ta kamen, preoblikovan z ljubeznijo, vzbudi v vas. Predvsem pa ohranimo svojo narodno identiteto, nosimo svoje poete v srcu in ljubimo slovenski kamen, kakor da bi bil iz krvi in iz mesa. Hvala.